En lep dober večer, Tanja Skaza z vami, četrtek 2020, kako lepo, to se človek navadi, pa kako papiga to reče, čeprav je 2 minuti čez 20, 22, ampak vseeno sem o pravem času. Pravkar mi je sin rekel, ko sem nekaj kam grem, sem nekaj mami gre posnet video, mami pa tisko snemaš te videe, tako hitro minevajo dnevi, da bi, če bi se človek vprašal, če bi človek resnično se vprašal, oh my god, kam gre čas? Lepo prosim, sem pogledajte za en teden nazaj, ali ste bili v tistem tednu srečni? In jaz sem bila zelo. Poglejte, kaj se vam je zgodilo, kako odražate sebe, ali se sploh spomnite prejšnjega tedna, zato da vam ne bo prehitro odšlo, zato ker ful lepo, da mi je dal ful zamisliti, ker sem se usedla v avto, res gre hitro čas, sploh se ne zavedamo, tako da življenje je res kratko in zato ga je potrebno živeti. Danes sem se odločila, da bi marsikomu rada pomagala z mojim videom, oziroma vsaj rečemo temu, z mojim 25-letnimi vodstvenimi izkušnjami, ker kmalu bom stara 48 let, oh my god, pa nikoli se ne bi vrnila nazaj. Več kot 25 let sem že voditeljica, my god, še celo več, od 21 leta. In v tem času sem konstantno delovala v timih. V zadnjih 3 letih, odkar sem v inštitutu, sem pa marsikaj mogla tudi sama nazaj narediti. To pomeni, če sem potem že, ne vem, rečemo tako, enih 15 let, veliko, predvsem delovala strateško, sem v zadnjih 3 letih zelo veliko naredila same operative, kar pomeni bila tudi tipična izvajalka. Ok, zakaj se mi je zdel ta video smiselen? Prvo zaradi tega, ker zdaj, ko vam bom povedala številke, boste najprej slišali, da na splošno Slovenci smo narod, ki zelo radi delamo sami in da imamo eno izmed najmočnejših vrednot in to je vrednota delo, delovnost. Najraje, kar počnemo, radi delamo. Samo delali bi. Zdaj pa vprašanje, s kom to radi delamo? Radi delamo sami, pa zakaj se nam to dogaja? In naj vam povem te številke, ki sem jih pravkar izpisala iz Gvina. To je zdaj dan, malo drugače reče, ker je firma kupila novo firmo. In sicer, samo da vam preberem. V Sloveniji, prosim, to je, mogoče bi mogla napisati tam zraven, pa mi je to ušlo, podatek. V Sloveniji je samostojnih podjetnikov 346 454. V redu? 346 454. Koliko mislite, da je gospodarskih družb, tako kot smo mi, vsi okoli nas, ker zdaj, če bi enega naštela, pa bi drug rekel, kak veljenčan, mene pa nisi in tako naprej. Te družb pa je 154 320, skoraj 3-krat več, dobro, 2-krat najmanj, 2-krat pa pol, več je samostojnih podjetnikov. In potem me je zanimala resnično številka, koliko od teh samostojnih podjetnikov so pa mikro podjetja, kar pomeni res mikro. To pomeni, da ima 1, 2, največ 5, ampak ponavadi sem dobila številko 1, 2. In ne boste verjeli, to je, še celo tako sem dala izpisati samo ena oseba, 133 744, pomeni skoraj toliko kot gospodarskih družb. Ker veste, koliko zaposlujejo. No, tega podatka nisem vzela, ampak se to ni pomembno. Zdaj sem želela vam dati ta 2 podatka. Koliko je samostojnih podjetnikov in koliko je družb? Skoraj 3-krat je več samostojnih podjetnikov. Zdaj gre pa moj video. Zdaj je pa temu namenjen ta del vsebine, da vidite, zakaj karkoli želite postati uspešni, kako želite širiti svojo, skrbeti za to, da boste rasli in da ne boste samo delali, zakaj je pomembno se povezati s pravimi ljudmi in na kak način tako funkcionirate. Najprej iskreno, čisto iskreno moje mnenje, ko slišim, da One Man Band prodaja delavnico tima, timskega vodenja, se prvo vprašam, koga ti flancaš? Isto tako, kot se vprašam, če nekdo nima prihodkov, pa nekomu želi ustvariti prihodke, kako ji bo. To pomeni, to je čisto zdrava kmečka pamet, temu rečemo ZKP. Če želite rasti, se razvijati v določeni smeri,
rabite čas, ki ga namenite za izobraževanje. Kakršnokoli, a ste vi avtoklepar, a ste avtoličar, a ste pleskar, rabite nova znanja. Že naprimer, ko gremo na nohtke, vsakeč se neki morajo nekaj novega naučiti, pa nekaj novega, pa spet nekaj novega, pa spet nekaj novega, skozi neka nova znanja. In za ta znanja vi rabite čas za to, da pridobite ta nova znanja, da ta nova znanja naučite, da jih oplemenitite. Zato se večkrat vprašam, kako lahko ena oseba v eni osebi je vse skrito notri. To pomeni, da zdaj gledate moj video in potem bom jaz poskrbela za odlične delavnice, poskrbela bom, da bodo moje prezentacije vrhunske, poskrbela bom za računovodstvo, kar pomeni, da je treba račun izdati, poskrbela bom za to, da bom iskala stranke, poskrbela bom za to, da bo moj marketing toliko močen, da boste vi razumeli, kaj počnem, poskrbela bom za to, da bom odgovarjala na maile, ker v primeru, da ste vi na delavnici in ste na delavnici cel dan in popoldne se vozite, rabite slišati se mogoče s kako stranko, z družino, potem je še zvečer maile treba pogledati. In zdaj, če združim vse to, SP-jevc, jaz se vsem SP-jevcem globoko opravičujem, ampak danes je moj video zato, da vam pokažem, da lahko ostanete SP-jevci, ampak da se začnite družiti s podobno mislečimi ljudmi ali boljšimi od vas. Vendar, na kakšen način? To pa je res pomembno. Zato so družbe bolj uspešne, zato ker družbe zaposlujejo kadre, ki ga potrebujejo na tem delovnem mestu. In jaz sem celo življenje to delala. In tudi sami, tisti, ki me spremljate, veste, da sem na inštitutu poskušala enkrat zgraditi, varianto pa ni bila ok, pa sem probala drugič, pa je nekaj ostalo, nekaj je, nekaj ni, dokler se res ne postavijo pravi stebri. Ampak kako se stebri gradijo? Najprej na način, da, to mi je ful dobro rekla danes moja prijateljica, nimate fige v žepu. To pomeni, da ste iskreni, da jasno veste, kaj želite. Da, naprimer, če ste dobri, ne vem, zdaj ste dobri v marketingu, dobri ste v marketingu, vse lahko naredite, niste pa dobri zdaj na sestankih, da bi to marketing zajema različna področja. Znate, ne vem, sestaviti dobre oglase, znate to narediti, znate ono pripraviti, niste pa dober v govoru in to vam vzame čas in morate biti na tistih sestankih. Vzamete pravo osebo, rečete, živa, bi midva sodelovala, ker če bomo midva sodelovala, ti furat hodiš, ti bi skozi bil zunaj, jaz pa bi rad bil v pisarni. Naprimer, to sem dala en primer. Ali pa naprimer, da se nekdo odloči, da je trener, da je dober trener, da rad prodaja delavnice. On rad prodaja delavnice, drugi pa rad prodajalec teh delavnic. To pomeni, da se rad pogovarja na sestankih. Mi vam bomo dali to, mi vam dali to, mi vam dali to. Kar pomeni, če želite biti uspešni in rastiti in se razvijati, ker vedite, da tisti, ki imate otroke, so že vaši otroci 3-krat pametnejši kot vi. Lepo prosim, da si to zapomnite. Niso slabši kot vi, 3-krat pametnejši. Tako da, jaz že marsikateri nasvet dobim od Tijana ali pa od Tristana in Tijan je kadarkoli smo skupaj mi da tako, kako brco urit, dobesedno, da se kar tako prizemim pa da ga gledam. Res, da ga gledam. Zadnjič mi je 2 taki dal, tako da sem to ni za današnji video, ampak zelo dobro. Vendar mi je pa zelo jasno povedal nekaj, zato da je ta video nastal. In to je mogoče tudi ta tema. Rekel mi je, mami, ti si vedno znala posle delati, ti si vedno bila menedžerka. In kot menedžerka te ne razumem, kako zdaj porabiš cele dneve za coachinge, kako porabiš za to, in ti je ok. In sem potem razmišljala, oh my god, če sine mi reče, kje je moja večja dodana vrednost? Kje je vaša dodana vrednost? Tam, ker je večja vaša dodana vrednost, tam greste. Ne greste delati tam, ker ni taka velika dodana vrednost. Seveda, da znam coachinge. Moje prvo leto inštituta so bila družinska podjetja in jaz sem tu top, zato ker tako in tako vse poznam. Poznam procese, poznam strategijo, poznam marketing, poznam prepoznavnost, poznam prodajo, poznam kadre. Mislim, vse poznam. Vendar vem, da mi je za podjetje šlo veliko časa. Veliko časa in s tem, ko ti gre veliko časa, zdaj imamo to drugače. To bom tudi na koncu povedala. Zdaj se bom še, Igorju sem obljubila, da prijem ob 9 domov. Tako da sem rekla, video se bom držala, da bo 20 minut. Ok.
Začnimo še enkrat. Zakaj so uspešna podjetja? Zakaj so timi bolj uspešni kot pa samostojni podjetnik? Zaradi tega, ker zelo jasno vedo, kaj so njihove naloge ali drugače povedano njihove odgovornosti. Zakaj pa so timi, da se timi najdejo, da so sinhronizirani, da imajo harmonijo, da res delujejo tako povezani, je pa izredno pomembno, da so iskreni. Ne da, jaz bi bil to, ti bi bil to. Najslabša kombinacija, ki se največkrat pri meni se je zgodila skoraj v 3 primerih, ponavadi vedno zaposlimo osebo, ki vam je izredno podobna. In oseba, ki vam je izredno podobna, zelo hitro želi postati vaša kopija. To pomeni delati to, kar vi počnete. Točno na tak način, in potem pozabi, da mora biti svoja osebnost, da mora biti vaša kopija. Ona mora biti točno to, kar je. In če zdaj gledam, kakšen je moj tim, smo totalno drugačne, ampak zelo jasno se ve, kdo kaj prevzame od odgovornosti. In to boste, drage moje dame, videle na akademiji. To meni, na akademiji nisem nikoli sama, zato ker sama ne pripravljam akademijo. Na akademiji imam ekipo, da znate začutiti to opolnomočenje, da znate začutiti to, kar še vedno ocenjujem, da manjka v ženskem svetu. Ženski svet, vsaka uspešna podjetnica, zlate moje, lepo prosim, poslušajte me, vse tiste, ki ste uspešne, imate velik izziv iz otroštva z mamo. Kaj ti potrebovali ste se dokazovati, tako kot jaz. Ko me je moja mama mene videla na televiziji, njena hčerka je na televiziji, to je bil smak sveta. To je tisto, kar je ona prvič začutila. Moja hčera pa res vse zna. Oziroma ne tako, kot je ona rekla, moja hčerka je pa res to pa to. Mami, oprosti, danes vem, da mama najlepši odnos, kadar smo ga everkoli imele, pa midve smo tako, da smo marsikomu za vzgled. Tako da mami, oprosti, ker vem, da vsak moj video gledaš. Tako da te mami res imam rada in hvala za vse, kar si naredila. Ampak naj tudi povem, da slišijo, drage ženske. In ponavadi, ko smo nabildane, smo uspešne, vendar postavimo zid. In ta zid lahko naredimo tako, da drugim ne dovolimo, da pridejo do nas, da nam ne dovolimo, ali da začnemo ocenjevati. In ponavadi ocenjevanje vedno pomeni tekmovanje. Tekmovanje, kar pomeni, lahko se pojavi zavist, nevoščljivost in prihaja do tega. In sem prepričana, da če bi ženske bolj znale graditi odnose, jaz si srčno želim priti v vsako podjetje in tudi želim si, da dobim podjetja, ki bojo podporniki to, kar delam, da vsak se zaveda in reče, absolutno rabimo to, da se ženske bolj srčne, da bolj gradijo odnose, ne samo KPI-je. KPI bojo prišli. Ko bo ženska lahkotna, bo tudi lažje sprejemala odločitve, se bo odločila svojo glavo, ne s tistim, kaj bo moški rekel, ali pa voditelj, ali pa voditeljica, ampak se bo odločila, kako čuti. In če vzamete v obzir in pogledate, kako uspešno poslovno žensko, tudi mene, če ste pogledali čez čas, to je bilo ciljno usmerjenost, še vedno sem, da ne bo pomote. Čisto še vedno sem, ampak totalno na drugačni energiji. Danes mi predvsem pomeni, da imam ženske okoli sebe, ki niso buldožeri ali mavrične bojevnice, absolutno, koliko mi je to pomembno, da čutim, da mi deluje iz srca, da mi ne deluje kot... To je moškim prepuščeno. Jaz imam 4 moške doma, 2 sinova, moža in še psa. In oni rabijo svoje mesto. Oni morajo vedeti, kdo so. In jaz jim dam to mesto, ampak zato me pa potem nosijo kot boginjo. In imam vse in dobim darila in so še otroci pozorni name. To je neverjetno kako. Moj otrok vedno pazi, že Tijan pazi, kako se bom usedla, kam me odmakne, kako me da oplu. Mislim, te potem nosijo, ampak je treba moškim pustiti, da postanejo opolnomočeni. Res me zanima, drage ženske, tiste, katere ste z mano, da iskreno napišete, ali imate več moške energije, ali imate več ženske energije. Tiste, ki imate več ženske energije,
pomeni, da ste zagrajeni odnosov, da ste kot voda, da plujete. Tiste, ki imate pa moško energijo, je pa tudi v redu, zelo v redu. Ampak samo pomeni, da k tej ambicioznosti je treba dodati malce več empatije in to se da naučiti. Jaz sem prepričana, da je dosti lažje iz možače spremeniti možačo v žensko voditeljico, kot pa tista, ki nima poguma, da bi karkoli naredila, se smili, je kar sama tukaj, zaradi tega, ker ona pa nujno rabi pogum, njo pa treba pušnati ven. In vsaka, katera prije k meni, naprimer, ki prije k meni, ona ve, da če bo kdo jo pušnal, pa malce prestavil naprej, da jo bo to že, da jo bom to jaz, da jaz si tega ne bom pustila, da ostane tam, kjer je. Hvala, Ana. Ja, res je. Definitivno. Vendar, vse hlastamo po ženski energiji. Vse hlastamo, da bi bile rade ženske, mile, da bi imeli to noter v sebi, tako, da smo malce bolj pozorne na to, da smo lahko oblečene kakorkoli in da se počutimo dobro v svoji koži. Jaz še vedno raje pogledam iskreno, čisto iskreno, žensko, ko je urejena, ko pa ženska, ko je oblečena kot moški. Meni osebno, to je moj način. Tako se mi zdi, tudi če je možačasta, je pa rada ženska. Ok, da se vrnemo nazaj. Evo, pa me kar zanese. Pa skoraj že 20 minut. Predvsem, kar bi želela, današnji video, po tem, kar boste pogledali, pa mogoče tudi, da odgovorite same pri sebi. Kaj ste? Če ste voditeljice, tako kot po naravi, to jaz sem. Jaz sem voditeljica. Jaz rada vidim, sestavljam time in tudi prvi, prej bomo že začele, naš inštitut začenja rasti na drugo stopnjo, kar pomeni, da v našem podjetju inštitutu bojo zdaj že priključeni drugi člani, ki bojo pokrivali od coachingov, do obredov, do delavnic, do družinskih podjetij. Zakaj? Ker prvi je študij štartam s hrvaškim trgom. Odločila sem se, da je zdaj po 3 letih čas, da se tudi lotim hrvaškega trga, decembra se začnem lansirati, predstavljati in mi je cilj, da bi pa te ženske malo bolj, tiste ženske bom pa bolj prilagajala temu, kako so lahko v tej ženski energiji, njih bom pa bolj poslovno postavljala gor. Tako, da lahko vidijo, da res vse zmorejo. Ampak vse jih je že tam tudi dovolj jih je. Tam, evo Tina, bravo, mi je všeč. Ok, kaj ste? Če ste voditeljice, potem imate vodstvene sposobnosti, znate dobre time zbirati, znate postavljati pričakovanja, znate strmeti k rezultatom in ste strateginje. To pomeni, imate pripravljeno vizijo, o kateri bom tudi govorila. Imam danes tukaj pri sebi. Če ste strokovnjakinje na določenem področju, naprimer, ste odlične v coachingih, odlične ste v tem. To, kar počnete, delate tako lepo, ko pride stranka k vam, jo znate pripraviti, vendar niste zato, da bi bile, zelo na liveu, niste zato, da bi delali marketinga, pač potem ljudje, tisti, ki vas vidijo ali pa slišijo za vas, slišijo, pa vi se potolažite s tem pa rečete, ja, saj je v redu, organsko raste, saj je v redu. V resnici ste odlična, fenomenalna, a veste, koliko življenj ste mogoče rešila, na koncu sebi dala premalo te teže, ker coachingi, terapije, to, če ljudje nimajo od ozadja kanala, kako se čistijo, vse to privlačijo na sebe. Tudi če rečejo, ne, jaz znam to odbiti. Mene rešujejo ajuaske, obredi, mene rešuje to, ker sem po naravi, potem grem v skazo za en dan in postanem menedžerka in takrat to ni moje in dam lepo dol. Vendar, dragi moji, vi sploh ne veste, koliko ste vredni, vendar je treba čistiti, ker če ne se priklapljajo na iste vzorce, kot ste vi. Če imate vzorec manj vrednosti, take stranke boste dobili. Če imate vzorec nevoščljivosti, tako boste dobili. Nesprejetosti, tako. In potem se samo to preklaplja. Tako da, mogoče tudi današnji video usmerite na to, da se odločite. Sem strokovnjakinja in če sem strokovnjakinja ali strokovnjak, pomeni, da potrebujem zraven sebe ekipo, ki bo poskrbela to. In tega nikoli ne pozabiti. In obratno, ne pozabiti. Vsa moja, jaz sem 2019, če se spomnite gibanje spremembe vredna, povabila malo morje žensk, da bi delala z njimi
Danes to isto počnem sem z drugimi ženskami. Zakaj? Ker niso bili iskrena pričakovanja, preveč je bilo samo, kaj bom jaz dobila. Marsikdo mi je rekel, kako uro imaš ti, tako si bom jaz tudi nastavila. Dragi moji, blagovna znamka se ne zgradi čez noč. Moja blagovna znamka se je zgradila po rezultatih, po mojem delu, po krvavem delu na nek način, po neverjetno velikih idejah, po ne vem, vztrajnosti, pogumu, kaj vse sem prestopila, Ana. Mislim, nema da nema, včasih rečem, da sem bila totalni moški, to, kar bi mogla, ampak zato, ker sem želela se dokazati. Blagovna znamka nastane, kot človek dela korake in ne nastane čez noč. Nobena blagovna znamka ni nastala. Je mogoče nastala kakšna čez noč, ampak tako kot je postala čez noč, je tudi čez noč zginila. In ne delite nekaj sem zato, da bi naredili, vendar delajte to, da začutite, da boste gradili za 10 let, 20, za drugo generacijo, za tretjo generacijo. Inštitut. Sem rekla sinu, Tristanu, sine, kaj bi ti šel? Kaj, Ana? Mislim, ker ima. Vsega nekdo bo mogel čez čas potem prevzeti inštitut. Tudi, če bo imela, ker bom imela direktorico ali pa direktorja v skazi, v vsakem primeru nekdo mora to tradicijo nadaljevati, ker to imamo mi v krvi, mi to delamo, mi smo doma že v tem. Ana? In potem tako razmišlja, definitivno nisem to odprla samo, da bom do moje, ne vem, penzije, ampak to je nekaj, kar raste. Zato si želim inštitut, da zraste v to, da bo čisto vsak, ko bo hotel graditi blagovno znamko, ko bo imel izzive, obrtniku se postavlja z družinskim, vse to sem šla čez. Obrtniku se postavlja v družinsko podjetje, pomeni oseba, ki želi iz SP-ja iti v DOO, oseba, ki potrebuje tim, ali pa reče, super, tole znam, to pa ne znam, kako mi lahko pomagate, bomo to zgradili. In imam ta prave ljudi, ki gradimo na tem. Ok, sem da vidim, če sem kaj pozabila tega, ker vidim, da sem že dolga, ampak ne znam video kratkih delati. Čeprav sem najbolj gledala javni 5 minut, pa bi bilo bolj, da tudi mogoče te bolj pogledate. Zaupanje sem povedala, iskrenost, zelo jasna pričakovanja, ne zaupajte tej osebi, ki bo na drugi strani. Tako da, drage moje, jaz vem, da se pri meni največ naučijo na akademiji, zato ker lahko vidijo, koliko so si drugačne in začnejo sprejemati te ljudi in reči, oh my god, kje sem jaz dobra. In ponavadi se vedno taka skupina oblikuje, izredno poslovnih uspešnih, pa izredno osebno uspešnih. In potem vsaka mi reče, tako jaz ne vem, če pašem v tvojo družbo, če pašem med tiste, sončica moja, prvo, kateri vzorec imaš manj vrednosti. Vsaka paše, ki želi rastiti. Ampak, ali si pripravljena za spremembo? Ali želiš, da če se danes smili sama sebi, pa rečeš, jaz bi pa to, pri meni punce delajo premike. Res delajo premike. Ampak zato, ko si želijo. Ne zaradi tega, ker jih je zdaj, seveda, tiste, ki so na osebnih coachih, malo pušam, ampak one so se odločile, sprejeli odločitev, ko prijo k meni, kdo hoče postati. Medtem ko pa tiste, ki pa pridejo na akademijo, tako da dobrodošle, nekaj še imam prostih mest, veste, da imam omejeno število, zaradi tega, ker potem tudi rada vsako spoznam zelo dobro in tudi vem, kam naprej. In točno vem, kaj rabi. Ta bi rada se stiskala, ne more se stiskati. Ta bi rada bila poslovno uspešna, delamo na tem. In če hoče biti poslovno uspešna, mora iti čez vse ovire, zato da bo steber. Ta hoče bolj graditi osebni odnos, bomo gradili osebni odnos. To pomeni, bo skozi ženske spoznavala, kako gradi odnos, ker ga tako gradi do sebe. Ok, ja, tega bi jaz imela malo morje, se pravim, to je bilo moje leto 2020, eno izmed najbolj uspešnih, 2021 najbolj uspešnih. 2021 sem delala družinska podjetja, bila sem sama z mojo Minjo, ali sta Minjo, koga sem imela takrat, no z Minjo še vedno kaj malo delama. In smo naredile samo družinska in je bilo top, sem smo imela, ampak zdaj imam fokus drugam. Moj fokus je resnično, dragi moji, moj fokus je fokus ali pa osredotočenost, da povežem ženske, da dajo te oklepe dol, da ne vidijo sovražnice, tekmovalke, to pomeni tekmice, da ne vidijo, da jih ne sodijo, da ne kritizirajo, ampak da jih povežem, da jih opolnomočim, da se vsaka zaveda, da je steber, vendar ne v moškem, ne v moški energiji, v ženski, in predvsem to, da začne sprejemati žensko. Ker ko začne sprejemati drugo žensko, začne sprejemati sebe. In mogoče še za zaključek,
Sem da vidim, kaj sem še kaj napisala. Aha, no, tudi to, ne. Z mano je zelo težko delati, če ne greste skozi mojo akademijo, ne. In naprimer, ful lepo mi je, zdaj so se priključile na mojo akademijo osebe, s katero že delam nekaj časa. In to je to, ko one začutijo, kaj to pomeni povezanost, opolnomočenje, zaupanje, sprejemanje, bojo one to znale dati mojim strankam. 3 leta že delam, 1, 2, 3 akademija, no in zdaj s temi, ki so v 3. akademiji, imam zelo uspešne, srčne ženske. Zdaj bom začela tudi malo s moškimi. Bomo imeli vse, kar človek potrebuje, da bo lahko dobil na enem mestu. To pomeni, zdaj ko boste rabili, ne vem, želim brand, želim povečati prodajo, želim imeti prave ljudi, vse bomo imeli. Čisto vse bom imela. Vse bom imela zato, ker zdaj smo skozi 3 leta šle skozi razne preizkušnje, razne, kaj ne rečem, zgodbe, vse smo sprejele, videle in danes smo ena drugi steber. In danes vem, da s to ekipo, katero delam, hauš, bo delala, da boste vi imeli rezultate. Pri meni boste imeli prvi sestanek, pa z mano boste imeli vrednote, poslanstvo in vizijo, ker to vas ne spuščam. To je prvo. No in to je zdaj tisto. Seveda boste padli. Tudi ko ste šli enkrat nekaj prodajati, greste prvič nekaj prodajati, ne morate takoj dobiti. Če pa ste prvič dobili, pa rečete, hauš, sploh še nisem ugotovil, kakšni so vsi moji potenciali. Brez tima ni uspeha. Pogovarjajte se, odprite komunikacijo, govorite, ne se bati, kdo vam bo v hrbet, ne vem, nos zabil ali pa karkoli drugega. Raje gledajte, zakaj, da so win-win situacija. Zakaj je nekdo nesrečen in zakaj vi niste srečni? Energije povejo več kot besede. Samo če znate slediti energijam. Več govori, čim bolj se povezovati. Team buildingi, nujno potrebni. Team buildinge bomo tudi imeli. Team buildinge že imamo. Tisti, ki boste želeli, imamo že team buildinge tudi. Vse imamo, vse tisto, kar sem videla, da je skazi koristno in tistim podjetjem, katerim sem delala, da so danes delali, da delajo korenite spremembe. Vse imamo. Selekcijo kadra, team buildinge, coachinge, obrede bo zdaj prevzela moja Mirjana. Potem imamo družinska podjetja, procesi, pa to je nujno potrebno. Če nimate procesi, imate kaos, imate že 30%, vam povem, da bi lahko imeli večjo produktivnost. Če nimate dodelanih opisov delovnih mest, kaj od koga pričakujete, saj on ni vaš otrok. Vi ste delodajalec in vi kot delodajalec, kot vodja, za vsakega zaposlenega morate vedeti, kakšna je njegova dodana vrednost. Vsakega. Brez hiške, to je hiška, lahko da imate 5 stebrov, lahko da imate 2, samo 2 stebra. To je hiška, ki jo delate za nekaj časa naprej. Evo to, zdaj bi tako rekla, zdaj se vidi, ko pri tej vsebini in tudi zdaj, ko sestavljam ekipe za drugo leto, my God, kako žarim, ker žarim. Zdaj sem podpornike še moram dobiti, ker vsako podjetje rabi to. Podpornike še podpornike. Pa tek vem, drage moje, tiste, ki še niste prišli na akademijo, v vrsti boste čakali. V vrsti boste čakali. To tudi vem. Zatega, ker to sem zdaj malo tako rekla, ampak vem, da bo tako. Vem, da bo tako. Tek se bo zgodilo. Ampak vse je v redu, vse v pravem času, vse v pravem času. Tiste, ki boste hoteli delati z mano, se zato mi ni jasno, ampak v redu, to sem sledeč. Ok, naredite brez hiške, kako veste, kam greste, na katero pot, kam boste šli. In ti stebri, kateri so postavljeni, ti stebri jim je treba slediti, tako kot da bi doma porušili stabilni steber. Ja pa valjda, da hiša ne bo več stala. To je moja hiška. Vsi tisti, ki me gledate in spremljate, veste, da mi je želja vseživljenjska šola. Vseživljenjska šola, to pomeni, prijete se sucem, ne vem, kaj naj delam, kam naj se usmerim, vam dam ta prave ljudi. Ne more ena oseba vse vedeti in lepo vas prosim, kako ena oseba lahko zna marketing, prodajo, procese, strategijo, pa dejte, no prosim lepo, nehite si zapirati oči. Nehite, to ni možno. Če je specialist, je na določenem področju. In če ni specialist, mislim, zna vsega pomalo, pa nič. To je tako, za polovico. Ok, 40 minut. V moji hiški, to še končam, potem pa. To je moja hiška, ki je nastala
Jaz sem prepričana, da ste jo že ne vem kolikrat videli, kolikrat sem jo odprla in to je zdaj hiška, ki jo je treba ponovno. Jaz jo imam vedno sestavljeno za 3 leta in zdaj se moja hiška spreminja. Ne boste verjeli, in to je 2023 in zdaj se dela 2023, 2026. Moji stebri, kateri so bili, ker ne vem, če boste lahko prebrali, vam bom jaz prebrala, v redu, ki sem jih postavila. Prvi steber so bila članstva, to pomeni članstva, to so vse, kar sodi noter, delo na sebi. Tu sem tudi postani kreator svojega življenja, tu sem imela online tečaje, delavnice, članstva, to pomeni, da je čim več ljudi zraven priključenih, da dela na sebi. Delo na sebi je proces, ni instant recept, greste na eno delavnico, pa kaj mislite, da še bolj boste zafrustrirani čez 3 mesece. To sploh ne dela. Pa vsaj delite nekaj, da delate konkretno. Drugi moj steber so coachingi. Oseba potrebuje nekoga, jaz ga rabim. Jaz rabim nekoga, da mu povem, kar je, zato ko mi odpira obzorja. To je vedno coachingi za podjetnice, podjetnike, za vse tiste, ki čutijo, da rabijo premike, zato da se jim slika odpira. Potem so družinska, da sem glih napačna, jaz gledam, kaj sem vzela. Sem vzela prav za tega družinska podjetja. To pomeni, da družinska podjetja, ker to znam, ker rasla sem na tem. Rasla sem zlatarni, to je tudi družinsko podjetje. Rasla sem tukaj, pa še učila sem se v korporativnem svetu, kar pomeni procese, pa to sem mogla znati. In seveda, kaj mi je najbolj pomembno, da naša skaza ima dobro pozicijo in da ve, kje je. In potem, ko imate vi 4 stebre postavljene, potem tem stebrom samo dodajate usmeritve, kako se pač dela, kakšne cilje imate. Vendar, to hiško, jaz ne morem zdaj to hiško vam, pa druga zadeva, verjeli ali ne, sem to vzela konkretno ta staro hiško, zdaj vidim ta staro, ko je že bila potem tudi nova, ker tlele, če bi vam rekla, vse to, kar noter piše, to drži, to morajo cilji držati. A evo ga, konec, zaključek mojega rezime. Če želite biti uspešni, one man band, težka. Bom pa vesela, če se mi kdo pohvali, pa mi napiše od spodaj, pa reče, jaz sem one man band, pa sem zelo uspešen. Mene predvsem zanima, če ste uspešni potem in na osebnem področju, in na poslovnem področju. Ker da delate 24 ur na dan ali pa 14 ur na dan, pa da imate doma čudovito družino, z krasnimi otroci, ki vas imajo radi, bom res vesela. In obljubim, da tako mi to napiše, da je srečen, da je one man band, da vse ima, da ima dobro, da je res uspešen, pa da vse ima poštimano, pa vse ključne, ne vem, tako, da je znan. Se mu bom zahvalila, kjerkoli pač je. Druga zadeva, ko si sestavljate tim, ne iščite tim podoben sebi. Iščite tiste stvari, katere vi nimate. Jaz nisem strukturirana oseba, jaz sem tipična vizionarka. Meni ideje štrlijo tako, včasih tako, da me težko polovijo. Sem pa ambiciozna pri teh idejah, želim korake naprej. In če nimam ljudi, ki so v svojem stebru, se kar hitro porušijo. Rabim pa ljudi, ki so vodica, tako kot naša Mirjana, ki je izredno nežna, da ko čuti, ko jaz malo kušam, da gre ona z vodo noter in je odlična. Na akademijah je fenomenalna, mislim, punce pravijo, da včasih sploh ne vejo, kak akademija brez nje, pa ne samo akademija, kjerkoli. Imam pa, naprimer, gledam Vesno, ko pa mora biti moj steber, zraven, ker je struktura, pa na tako, in tudi z zunanjimi sodelavci, temi, katere imam, ki so zdaj nekako kot moji glavni, točno vem, na kateri področji so oni močni, ne želim, da so Tanje. Ko boste hoteli imeti Tanjo, boste imeli. Ko boste hoteli imeti koga drugega, bom pa vedela, kaj vam naj pravilno dodelim. Dragi moji, drage moje, imam še nekaj dni odprto, mislim, da sta še 2 mesti odprti za akademijo. Lepo vabljene, nehajte razmišljati, a ste dovolj vredne za to, a niste dovolj vredne za to, kam boste pasale. En del je poslovno zelo uspešnih, drug del je pa poslovno manj uspešnih, ampak zato so pa na osebnem področju uspešne. Kakšna odlična kombinacija. Ena od druge se boste učile. Predvsem pa moja namera bo, da se najbolje povežete, tako kot so prvi že delajo skupaj, v drugi tudi, da se najbolj povežete. In jaz vem, da 3. akademija bo pa top of the top. In predvsem to, da se zavedate, da ženska ženski, my God, kakšna krila je lahko da, samo če pozna svojo pozicijo.
Če pa želi nadomestiti nekoga, pa da se tu tekmujeta, pa nikoli ni dobrega rezultata. Upam, da sem vam koristila. Tiste, ki želite z mano sodelovati, ne samo zato, ne sem gledati, Tanji bom šla, ne, ker jaz sem zelo v srcu, zelo v srcu, čutim vsako, že ko preberem mail čutim, a je zame, a ni zame, ano? Tiste, ki hočete sodelovati, se pravim, definitivno si bom najprej našla eno dobro PR-ovko, ker imam take zgodbe. Hočem, da vse moje ženske postanejo blagovna znamka, da boste čez 3 leta poslušali njihove zgodbe, ker so težke zgodbe v zadnji, pa zelo uspešne. In še marsikoga zraven, marsikoga. Ampak predvsem to, da morajo biti pa ambiciozne. To se pa opravičujem, to pa rabim. To pa res rabim zraven sebe. Ambiciozne v tem, da se ne ustavijo kar hitro, ampak da si želijo pokazati, kdo so. To so pa tiste, ki nimajo še razrešenih odnosov z mamo. To vas bom pa jaz naučila, pa na postavitvi družine boste to povladale. Kajti, če ne boste ve to razrešile, ne boste razrešile pri svojih otrocih. Jaz sem pa prepričana, da vsaka želi to razrešiti pri svojih otrocih. Lahko noč, lepo se imejte, krasen vikend vam želim. Jaz imam srečanje, jutri srednje šole, pa v soboto je pa ena naših ambasador pripravila druženje in gremo v Umag uživati, se družiti, noro se bomo imeli fajn. Vse to mi je všeč, to je to, opolnomočenje, povezovanje, predvsem pa iskrenost, sprejemanje.